Lejla Aleksandra z nami, lep pozdrav. Živijo, Boštjan, kako si? Odlično. In ti? Evo, super. Glede na novo skladbo bi moralo biti odlično. Ja, zdaj ravno v ponedeljek smo jo objavili tudi prek spletnih medijev, pa poslali na radijske postaje in naprej. Tako da, ja, sem kar polna optimizma, kljub temu, da se v tej naši drugačni realnosti dogajajo dosti različne spremembe, ampak glasba je tista, ki me kar inspirira, da ostanem optimist, moram reči. In da ostajaš močna. Tako, ja. Nisi novinka glasbenega prizorišča, sodelovala si že z Jadranko Juras leta 2010, bila tudi del kompilacije Val 010. Ja, tako, pri Jadranki sem v bistvu se nekaj časa učila solo petje, potem ko je pa ona izdala album Sakura, sem imela to srečo, da me je povabila za svoj back vokal. Potem pa v bistvu zelo kmalu zatem je bil pa razpis za Val 202, pa sem se prijavila in takrat v bistvu je pač moja prva pesem išla Pisi. Kako to, da si se po tolikem času vrnila v glasbo? V bistvu sem bila vedno v glasbi, ampak mogoče čez drugačne oblike, oziroma da rečem, da sem bila bolj v kreativi skozi. Ker že od majhnega sem igrala klavir, pa pisala sem tekste vedno, no, tako da sem kar nekaj časa bila v novinarskih vodah, pa sem v bistvu začela tudi objavljati neke svoje poezije. Ta pesem takrat je v bistvu imela nek zagon, ampak zato ker sem tako radoveden človek, pa zgleda, čim sem pol v bistvu imela neke priložnosti na področju kulturnega menedžmenta, pa sem delala v Društvu slovenskih pisateljev, pa sem delala dosti na filmu, v produkciji, kasneje tudi kot asistentka režije, pa dosti različnih projektov se mi je odprlo, tako da v bistvu za glasbo se mi zdi, da se mora pojaviti en čas, ko se res lahko temu posvetiš. In zdaj v bistvu nekako zaradi tele korone bi rekla, da mi je to dal največ časa spet, da se lahko posvetim res temu, ker se želim početi za dušo. In dosti v bistvu teh projektov sem delala kot da sem jaz bila podpora avtorjem, tako v produkciji, kot novinarka, kot vodja projektov. In v bistvu sem zelo vesela, da sem šla čez tudi vse te izkušnje, zaradi tega, ker ima potem človek več empatije in tudi veliko pridobiš, če greš čez vse procese, organizacije, produkcije, od ideje do realizacije. Pravzaprav je lažje nekomu drugmu to izvesti kot organizator pa menedžer, kot je to en čustven pa oseben izziv, ker takrat nekako izpisujemo svojo dušo. Tako da zaradi vsega tega, kar sem se učila pri drugih, nekako pa je podpirala tuje projekte. Enostavno ni bilo dovolj časa pa energije za svoje in sem ful vesela, da se je spet to zgodilo, da sem se nekako povezala spet nazaj s sabo z vsemi temi izkušnjami, ki sem jih pridobila od drugih. Sedaj si se vrnila v takih modernih pop ritmih skladbo Kako dajate. Ja, ta pesem je nastala v sodelovanju s Petrom Penkom, ki je v bistvu tudi že kar poznan v naši glasbeni sceni. In v bistvu v osnovi sem jaz napisala tekst že nekaj let nazaj. Je pa inspiracija za ta tekst v bistvu prišla tudi s tem, ko sem prvič doživela, da me je nekdo zapustil. Realizirali smo jo pa zdaj v taki pop verziji, zaradi tega tudi, ker je pravzaprav njeno sporočilo večplastno. In ne gre samo za ljubezenske relacije, ampak tudi za odnose nasplošno med ljudmi, ker se mi zdi, da so odnosi vse, kar v bistvu imamo v življenju. Relacije so tiste, ki kreirajo celotno stvarnost, ko se spreminjajo med sabo in pač vse, kar se premakne, se potem relacija na drugi strani spremeni. Ne? Tako da se mi zdi v bistvu taka enostavna pesem, pop pesem, kar je meni zelo všeč. Je pa tema, ki jo lahko potem vsak po svoje doživlja, glede na to, kakšno izkušnjo ima. Upam, da ima tak učinek, ker hkrati je lahkotna za poslušati. Se mi zdi, da so kar lepe in enostavne harmonije, nekaj, kar nam je že v bistvu nekje v podzavesti znano. Sporočilo je pa res v bistvu zelo enostavno in se lahko aplicira na več področji. Zato je prav, da si poslušalci sami razložijo. Ja, se strinjam. Bo dobila skladba tudi video podobo? Za to skladbo nisem prepričana, da bomo delali spot, ampak bomo pa verjetno za prihodnje. No. Zdaj imam že nekaj glasbe tudi na lagerju. Sam moram, ker dolgo časa nisem bila na sceni, moram malo preveriti, kako se bo publika odzvala, kako se bo pesem rolala. Pa v bistvu, ko bo čas za novo skladbo, upam, da bo tudi razmere za videoprodukcijo lažje za speljati.
kakšen lušten projekt, ki bo tudi bolj vizualen zraven. Bova pa sedaj midva našim poslušalcem jo spustila tudi v ušesa, zato Lejla Aleksandra, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Hvala lepa. Upam, da boste uživali v tej skladbi in da boste v njej čutili to brezpogojno ljubezen. Vem, da pakiraš svoje spomine in knjige, umetnine in slike in da se ne obiraš, ko okna in vrata zapiraš. Odhajaš, se ne poslavljaš in ne obotavljaš. Ne moram te ustaviti, ne znam te pozdraviti. Ko v srcu proslavljaš, nočem ti tega pokvariti. Ne moram te ob sebi imeti, te svobodi vzeti. Kako je dajati in ne le jemati. Kako rad imeti zares, a veš. Želiš si svetlobe, močnejšo teh luči, iščeš poglede tople, iskrenih ljudi in dost imaš megle solznih noči, enostranskih nasmehov in ljubezni. Pej svetlobi, svetlejši od teh luči, naj poglede tople, iskrenih